Ali veš, da je polna luna od nekdaj burila duhove? Zato sem se danes odločila, da ti naredim en tak mini dokumentarec in da ti malce povem, zakaj je polna luna tako zelo skrivnostna oziroma zakaj so se že v bistvu iz antičnih časov zelo ukvarjali z njo. Ali veš, da so še v 18. stoletju dejansko verjeli in v medicini širili te informacije, da o polnih lunah lahko pride do tega, da so ljudje malo kuku. Danes mogoče celo verjamemo, da zato ne rabiš polne lune, ne? Ampak resnično je bil en tak zanimiv pojav, katerega so se ljudje malce bali, potem je bilo pa treba malce raziskovati to naprej. Potem je znanost sicer povedala svoje, ampak mi pa hočemo danes definitivno raziskovati energijske vplive polne lune. In sicer tudi drugače beseda, lunatik, ne vem, če jo poznaš, torej bom zdajle prevedla, lunatik prihaja iz besede luna in to je bila seveda neka fraza poimenovana po rimski boginji Luna, ki je veljala za seveda boginjo Lune, katera se vsak večer nekako sprehaja oziroma se vozi s takim srebrnim vozom po nebu. In če prevedemo besedo lunatik, torej iz angleščine, pomeni norost, pomeni norec, lunatik, a veš. In kaj se je vse dogajalo recimo v zgodovini polne lune? Recimo v Angliji v 18. stoletju, če si naredil nek zločin, so ti kar malce dali nižjo kazen oziroma so se lahko dejansko ljudje sklicevali, da je bila kriva polna luna. In potem so definitivno raziskovali ta fenomen. Ugotovili so, da je res polna luna povezana z hojo v spanju, z nekim drugačnim počutjem, kot je nervoza, kot je živčnost in tako dalje. Tako da res je bilo zanimivo in potem so se celo to v določenih psihiatričnih ustanovah v Angliji odločili, da takrat, ko je polna luna, bojo pa ljudi kar malo zvezali kar za vsak slučaj. Ampak mi danes tega ne bomo delali, ampak potem je šla pa zadeva še naprej. Raziskovali so, da mora res biti neka polna luna globoko mistična in da mora imeti neke posebne tudi manifestacijske vplive, zato ker so potem začeli primerjati, da ima luna nekako podoben cikel, kot ga ima ženska. Torej, uskladili so neko znanje o ženskem ciklu in potem tudi o luninem ciklu in ugotovili dejansko, da je luna dostikrat zaslužna za to, da otroci pridejo ravno takrat na svet. In to je še danes tako. Ko imaš neko nosečnico in 9. mesecu, ona gleda, razumeš, tja gor gleda, kdaj bo polna luna, zato ker ve, da verjetno bo detece takrat prišlo na planeta, ne. In zdaj, če vzamemo ta dva principa, malce sem ti povedala eno tako zanimivo zgodovino, kaj zdaj mi se lahko tukaj naučimo oziroma kaj nam zdaj tukaj pove vso to znanje o energijah polne lune. Prva stvar smo ugotovili, polna luna osvetljuje. In nekaj bi ti povedala glede tega, kar smo se vse do zdaj pogovarjali, dejansko polna luna osvetli, ker se veš, ona tudi ponoči sveti, vso resnico. To pomeni, da zdaj bi ti rada povedala en trik. Ko je polna luna, ti predlagam, da zelo opazuješ dve stvari. Ena stvar je sebe in druga stvar druge ljudi. Ker prva stvar, če opazuješ o polni luni sebe, ugotoviš, koliko neke duhovne rasti si v bistvu ti že uspela narediti. Vkolikor se počutiš super, ti je fajn, pomeni bravo, kljukca in greš pa lahko na drugo točko, kar bom še povedala, greš lahko na manifestiranje, ko je polna luna. Če si pa slučajno o polni luni živčen, živčna, prestrašena, če se take stvari dogaja, pomeni pa, da se tvoja podzavest tem bori. In takrat je zelo dobro, da veš, da je treba te stvari sčistiti, vkolikor želiš seveda nekako doseči manifestacijski princip polnih lun, predvsem polnih lun, ne? In zelo dobro je, da takrat opazuješ druge ljudi. Veš, drugi ljudje si dostikrat dajo tako zanimivo masko gor. In so vas čez dobre volje in tako dalje, ampak ali je to čista resnica? Velikokrat ne. Tako da opazuj, vedno si pogledaj na koledar, da je polna luna 3 dni prej in 3 dni pol ljudje zelo pokažejo resnično naravo. In če ljudje takrat recimo skačejo na te, razumeš, so take male kačice, pomeni, da je to njihova resnična narava. In takrat moraš zelo veliko narediti energijske zaščite. Nisem rekla, da so to slabi ljudje, absolutno ne. So pa to ljudje, ki se soočajo z marsičem, ok?
In potem, ko imamo to pod streho, je drugi princip lune, je pa manifestacijski. Torej, če smo ugotovili, da otroci pri veku zelo radi na svet, če je polna luna, pomeni, da takrat hočeš definitivno vse, kar hočeš, da gre v novo rojstvo, vse, kar hočeš, da se pomnoži, kar hočeš pomnožene rezultate, takrat absolutno upoštevaš polno luno, delaš manifestiranje s polno luno in tako dalje, ne? Ampak pazi, potem je pa tukaj še ena stvar, katera je meni resnično izjemna. Pa imaš pa tukaj super polno luno. Super polna luna je pa še za 16% svetlejša, kar pomeni še za 16% močnejša kot navadna. Se meni nikoli to navadna polna luna, ampak okej, rečemo, to pomeni, da takrat je pa izjemna manifestacijska moč, ne? In zdaj eno tako super polno luno imamo pred vrati, v tem poletju res bo luna izjemno zanimiva. In jaz sem se odločila, oziroma bolj bom tako rekla, zmaji, zato so danes tukaj v moji družbi in bližini, so se odločili, da želijo delati s tabo. Ravno zato, ker je bilo veliko tega izmenjav, energij, hitrih, malce tudi agresivnih in tako dalje, vse vemo, kaj se je vse dogajalo. Zato smo se zmaji odločili, da ti pripravimo 14.6. na spletu eno tako izjemno meditacijo, imenuje se Popotovanje k zmajem. Kaj se bo vse dogajalo? Aktivirala bom zate zelenega zmaja za obnovitev tvoje aure, pa rumenega zmaja za manifestacijo, pa rdečega zmaja, da požge vse negativne občutke, pa rumenega zmaja za resnično take določene manifestacijske dotike, pa modrega zmaja za odkrivanje skrivnosti ali celo spomine iz prejšnjih življenj. Čisto na koncu pa bo na vrsti beli zmaj in tukaj ti želim povedati, da bomo z zmaji aktivirali svetlobni portal v tvojem domu, vkolikor se bo s tem seveda strinjala in bomo iz tvojega doma pregnali kakršnekoli težke in negativne energije, zato da vse zažari zate in za tvoje ljubljene. Take aktivacije nadaljavo ne naredim velikrat, zaradi tega, ker veliko energije steče čez mene, ampak tokrat mislim, da je čas, da to ponovim. Podarim ti še 7 zmajevih obredov, zmaji puščave, zmaji vode, zmaji zemlje in tako dalje. To je pa še moje dodatno darilo. Dobiš seveda tudi posnetek, vkolikor dogodek zamudiš, super polna luna, imaš potem še do solsticija, potem bo imel Mihael naprej meditacijo, imaš še čas, da jo kadarkoli narediš. Tako da naklikaj si povezavo, jaz verjamem, da ti je bilo tole zanimivo in jaz in zmaji se te veselimo. Do takrat pa lepo se imej in čao!